Dober večer, spoštovani gledalke in gledalci. Nocoj se bomo o zelo aktualnih temah, in ni jih malo, pogovarjala s predsednikom vlade, gospodom Robertom Golobom. Gospod predsednik, dober večer. Dober večer. Začniva pri današnjem dogajanju pogajanja javni sektor. Intenzivna, naj bi se končala tako, da bi nov plačni sistem lahko začel veljati s prihodnjim letom. Gospod predsednik, po vaši oceni, vem, da neposredno ne sodelujete v pogajanjih, koliko je možnosti, da res z novim letom začne veljati bolj pravičen plačni sistem, to je tudi namen reforme, ste rekli. Glejte, prejšnji teden smo imeli vrh koalicije, kjer smo se poenotili, kaj so prioritete do konca tega mandata. Med temi prioritetami je, poleg ostalih, tudi pravičen plačni sistem za javni sektor. Res je, kot ste rekla, da so pogajanja počasi prehajajo v sklepno fazo, ker želimo, da se spremembe uveljavijo s 1. januarjem prihodnje leto. Zakaj? Ker želimo tudi to, da od 1. januarja prihodnje leto nihče več ne prejema plače, ki je manjša od minimalne. To je ena od tistih, če hočete, higienskih minimumov, ki jih moramo v tej državi doseči, in zato nam je tako v interesu, da ta pogajanja zdaj zaključimo in da potem imajo ljudje končno tudi v javnem sektorju lahko dostojne plače. Je realno, da se končajo pogajanja in začne veljati? Po informacijah, ki jih imam sam, obe strani se zavedata pomembnosti tega, da bi pogajanja zaključili v teh rokih, in sem res prepričan, da delajo v tej smeri. Da. Namreč, ker vmes bo konec tudi tega na nek način sindikalnega miru. Dogovorili ste se, da v času, ko se pogajate, sindikati ne sklicujejo stavk, to se nekako izteka. Torej tudi z tega stališča se morajo pogajanja na nek način končati, ker mnogo poklicnih skupin, ko je prišlo zahtevanje, ste rekli ne, dokler ni vse zaključeno, nobene ne bo dobil. Še vedno drži, da se pogajamo z vsemi v celoti, ker sicer vedno pride do krivic po primerjavah med različnimi sektorji. Ampak da se vrnem na vaše vprašanje, jaz sem prepričan, da so te plačne spremembe, ki jih uvajamo, tako pomembne tudi za drugo stran, v tem primeru za sindikalno stran, da bodo tudi oni naredili vse, da do takih sprememb pride. Zato oni bi lahko seveda stavkali, pa nihče ne stavka. Zakaj ne? Zato, ker se vsi zavedamo pomembnosti trenutka in bi kakršnakoli stavka danes samo podaljševala in odlašala s temi nujnimi spremembami, ki si jih vsi želimo. Tako da jaz verjamem, da bomo ta trenutek res znali izkoristiti na pravi način. In smo pri zdravnikih, kot vemo, najdaljša zdravniška stavka, ne bom spraševala o stavki, zato ker ste jo že komentirali, ampak tudi na nek način seveda stebrna pogajanja, tudi bo veljala ta plačna reforma za njih. Ampak najprej vas bom vprašal o vaši zadnji izjavi, ali je bila posrečena, kako ste jo mislili, ko ste rekli, da so nekateri zdravniki v javnem sektorju, ki ne delajo nič ali pa zelo malo, pa potem bolnike, paciente vozijo v zasebne ambulante. Veliko prahu je dvignilo, seveda zdravniška zbornica je protestirala proti tej izjavi. Najprej bi rad povedal, da zdravstvo ostaja naša prva prioriteta in da jaz neizmerno cenim zdravnike in zdravnice, ki se trudijo, da je javni zdravstveni sistem čuvajo, ohranijo in da ga nam v resnici zavida marsikdo po svetu. Žal pa ta moja izjava, o kateri govorite, je resnična. Ne zato, ker bi jaz imel tako mnenje, ampak ker smo dobili strani Zveze organizacij pacientov številne primere, ki govorijo natančno o tem. In mogoče manjši izziv v zdravniški zbornici, če želijo temu res priti do dna, potem so po mojih informacijah pacienti pripravljeni na zdravniški zbornici, če bo obravnava javna, tudi te primere predstaviti. Ampak z enim samim namenom, da se razčistijo do točke, da tisti, ki je kršil moralo, etiko in tudi zakone, da zanje odgovarja. Sicer se pacienti ne bodo želeli izpostavljati, kar tudi razumem, žal pa kot rečeno, preštevilni primeri obstajajo, ki potrjujejo to mojo izjavo. Ločili boste, danes je šel pravzaprav v javno obravnavo Zakon o zdravniški dejavnosti, kjer boste, oprostite za izraz, dvoživka, nekateri pravijo, naj ga ne uporabljamo, ampak gre za te dvojne prakse v javnem sektorju in zasebnem sektorju zdravniki. Vi bi želeli, takšna je namera vlade, če smo prav razumeli, da najprej v javnem tisti, ki je v javnem, tisti, ki želi iti v zasebno, naj gre v zasebno. Kaj je tukaj s koncesionarji? Jim dajete več, jim dajete manj, nekateri v civilni družbi, ki so tudi bodo vložili svoj zakon, pravijo,
da gre pravzaprav vse skupaj, ta sprememba, v prid koncesionarjem? Najprej bi rad povedal, da mi je žal, da se uporablja ta izraz dvoživka, ker je to slabšalni izraz in s tem po nepotrebnem večino zdravnikov, ki deluje tudi skozi dvojno prakso, povsem legitimno in moralno, spravlja v neko stisko. To, kar zakon, ki je zdaj predstavljen, želi doseči, je, da se razmeji, loči javna zdravstvena mreža od zasebnih izvajalcev in da postavimo jasna pravila. Pod kakšnimi pogoji zasebniki lahko delajo v zdravstveni dejavnosti. Dva namena sta. Prvi namen je, da so take prakse, kot sem jih pokazal, te škodljive, ko je nekdo zaposlen v javnem sektorju in si dejansko vozi paciente v zasebno ambulanto, da se to enkrat za zmeraj prepove in s tem prekine. To je eden takih primerov. Drugi primer je pa, da se tudi na področju koncesij stvari regulirajo in da tudi koncesionarji, med katerimi jih je večina, delujejo popolnoma legalno in bo še naprej opravljeno enako svojo dejavnost. Obstajajo pa tudi med koncesionarji taki, ki nimajo enega zaposlenega, pa kljub temu na veliko izvajajo storitve za javno zdravstveno mrežo, spet z najemom kadrov iz javnih zdravstvenih zavodov. Tudi s takimi praksami se bo prenehalo. Tako da, in še bolj pomembno, danes je možno s koncesijami trgovati. Danes se koncesije preprodajajo, po novem to več ne bo možno. Na ta način bomo tudi ta, če hočete, pohlep, ki ga včasih lahko opažamo, na nek način zamejili. Jaz mislim, da te tri spremembe bojo pomembno vplivali, kako bo vsak od zdravnikov razmišljal o svoji nadaljnji profesionalni poti. To razumem. In na nas je, da ustvarimo take pogoje, da se jih bo večina našla v javnih zavodih. Se sliši na nek način paradoksalno, ampak javnim zavodom omogočamo tudi s tem zakonom, da bodo lahko svoje zaposlene, ki bodo želeli delati preko rednega delovnega časa, ustrezno nagradili. In če nam uspe najti to kombinacijo, spravi nagrajevanje tistih, ki želijo delati v javnih zavodih, omejitev škodljivih praks in hkrati preprečiti trgovanje s koncesijami, jaz mislim, da bo to velikanski korak v smeri krepitve javne zdravstvene mreže. Bova tukaj naredila piko pri tej temi za zdaj. Komisarska zgodba zelo vroča. Gospod predsednik, ali to, da ste morali zamenjati kandidata Tomaža Vesela za kandidatko Marto Kos, jemljete kot pritisk predsednice komisije von der Leyenove, ali mislite, da so to pravzaprav njene pristojnosti, da si sama sestavi ekipo in tudi koga zavrne? Torej, najprej moram povedati, da je Tomaž Vesel sam odstopil od svoje kandidature in mi smo bili pač prisiljeni potem iskati alternativnega kandidata, v tem primeru kandidatko. Je pa moje prepričanje, da kdorkoli se želi pridružiti ekipi, mora v to ekipo na nek način soditi. In če je Tomaž Vesel ocenil, da se razhajanja v pogledih nad ekipo med njim in eventualno šefico razhajata, da sta razhajanja prevelika, se mi zdi, da je potegnil logično potezo. Vsak šef ima vedno pravico postaviti kriterije, kdo naj bo v njegovi ekipi, da bo ta ekipa dejansko delovala. Nenazadnje imam tudi jaz pri ministrih, na primer. Tako da se mi to ne zdi nič posebno. Torej vi vztrajate, da ker je Vesel... Če smem, Slovenija ni bila niti približno edina država, kjer so se dogajale menjave komisarskih kandidatov. Nenazadnje ravno danes se je to zgodilo celo v Franciji. Tako da mogoče se pripisuje prevelik pomen temu, da je bil tle nek politični pritisk. Ne, gre za politični premislek na vseh straneh, tudi strani gospoda Vesela, in jaz mislim, da se na koncu se bo ta zgodba uspešno zaključila, predvsem za Slovenijo. Če ostaneva pri francoskem komisarju Thierryju Bretonu, ki je danes odstopil, to je že aktualni komisar, 5 let je bil komisar, zdaj je bil kandidat za nov mandat, ampak on pa ni imel pri odstopu takšnih težav povedati, da je, tako je pocitiral ga Euronews, da je von der Leyenova zahtevala od Francije drugo ime in ga bo tudi dobila. Zakaj pri nas težko povedati, če do take zahteve... Ne bom se spuščal v komentarje posameznih kandidatov, vsak pove svojo zgodbo in tudi prav je tako. Ampak pri gospodu Veselu pravite, on je odstopil. Ampak potem bi to pomenilo, da ste slabo izbrali pred 4 meseci, ker on je bil edini kandidat, vi ste ga 3 dni pred tem, ko je odstopil, še enkrat na vladi potrdili, češ da je edini kandidat
Zgledalo je tako v novinarskih očeh, da ne pristajate na to, da se v zadnjem hipu zamenjuje z neko žensko, kar se je velikokrat ugibalo. Kako je lahko nek kandidat 4 mesece kandidat in potem, ko pride na sestanek s predsednico komisije, ugotovite, da nima prave vizije, ki jo je predstavil parlamentu in vam? Jaz mislim, da razhajanje ni bilo na viziji, razhajanje je bilo na konceptu delovanja komisije. Ne bom se spuščal v detalje, ker me na tem intervjuju ni bilo, ampak glejte, naš kandidat je to svojo odločitev sprejel prejšnji teden, francoski danes. Nekateri drugi kandidati, jih ne bom imenoval, so jih sprejeli pred 2 tedni ali 3 tedni. Tako pač je v politiki. Včasih se je treba tudi prilagoditi situaciji. To, da smo imeli mi kandidata vnaprej znanega, je bilo v resnici zame pravilno. Tudi Francija ga je imela vnaprej znanega in tudi na račun tega si je Francija izborila resor, ki ga je želela, in jaz verjamem, da si bo tudi Slovenija na račun točno tega, kar vi pravite, da je komisarska saga, na koncu lahko izborila resor, ki je za nas najpomembnejši. Gospod predsednik, že veste, kateri resor bo dobila Slovenija jutri? Naj bi von der Leyenova predstavila razrez, mi še kandidatke uradno nismo poslali, veste vi najbrž. Ne gre se za to, ali jaz vem, pravilno je, da to temo javnost obvesti predsednica Evropske komisije. Jaz bom pa samo rekel, da je ena od naših osnovnih zavez, zunanje političnih, ki jih zasledujemo na vseh področjih, od Združenih narodov, kjer predsedujemo Varnostnemu svetu danes, pa tudi do vseh razprav na Evropskem svetu, bila vedno stabilnost in mir. In mi si želimo, in pri teh naših prizadevanjih naš cel svet prepoznava kot poštenega posrednika, kot tistega, ki nima lastnih interesov, ampak lahko dejansko prispeva k iskanju rešitev za mir in stabilnost širom sveta. In resor, za katerega se mi potegujemo, je ravno to, kako zagotoviti stabilnost in mir v naši neposredni soseščini, pa tudi širše, in kako prispevati k temu, da bo evropska ideja v resnici pomagala, da se stabilizira tako Zahodni Balkan, kot tudi Vzhodna Evropa. Torej, v okviru tega odgovora naj domišljija dela okrog resorja, več bomo izvedeli jutri, mislite, bomo izvedeli jutri? Zaenkrat je tako predvideno, je pa vse še možno, tudi zaradi proceduralnih zapletov, ki nekateri od njih izhajajo tudi iz Slovenije. Jaz sam sem prepričan, da bi morala državotvornost premagati v tem primeru in da nekdo, ki ve, da ne more odločati o ničemer, ne izkorišča pravnih, če hočete, procedur, zato da zavlačuje z odločitvijo, na katero v resnici vplivati ne more. Jaz to ne ocenjujem kot niti državotvorno, niti ne pogajalsko, zaradi tega, ker je na koncu bo odločitev enaka. Samo sprejeta bo bistveno kasneje. Tukaj govorite o opoziciji in ne sklicu nujne seje oziroma seje odbora za evropske zadeve, pa me zanima, gospod predsednik, zelo na kratko, v kakšnih odnosih pa sta s predsednico republike okrog kandidature gospoda Vesela in to, da nismo dali, da Slovenija ni dala ženske kandidatke, je bila na Bledu še pred 10 dnevi precej kritična. Priznam, da nisem zasledil tega, tako da nismo imeli nikoli te debate o komisarjih. Zadnje tudi predsednica nima nobenih pristojnosti na tem področju, tako da nisem čutil potrebe, da bi se glede tega z njo posvetoval. Torej vse normalno v odnosih med uradoma? Da, jaz mislim, da da. Ko smo pri teh odstopih, kar nekaj jih je takih, za katere pravzaprav ozadje nismo zvedeli, konec koncev tudi Marta Kosko je izstopila iz predsedniške kampanje, pa Bešič Loredan, na nek način tudi Bobnarjeva, pa kmetijska ministrica Šinko, pa Brežan kot okoljski, pa izključitev poslanke. Zakaj toliko skrivnosti, kaj je v ozadju? In gospod predsednik, glede na to, da se išče tudi obrambni minister, ali je kratka klop posledica tudi takih odnosov oziroma nekih odstopov, za katerih ne vemo, so to osebne narave, ker pravzaprav formalnih ne izve javnost razlogov. Torej, nekateri od teh naštetih so bili zelo glasni pri razlagi njihove verzije odnosov, tako da bi se težko strinjal, da obstajajo neke velike skrivnosti. Bi pa rad povedal naslednje. Res je, da takrat, ko smo dobili mandat za sestavo vlade, smo morali zelo hitro poiskati predvsem ministrske kandidate. In jaz verjamem, da marsikdo, ki je danes lahko priznan strokovnjak na univerzi,
in za katerega verjamemo, da bo dober politik, se kasneje izkaže, da pač to ni. Tako da sam v tem ne vidim nobene velike tragedije, bi si pa upal trditi nekaj drugega. Če pogledate ostale koalicijske stranke, pa nič slabega o njih. Mislim, da so imeli še večje pretrese, kot jih je imela Svoboda, pa se danes govori samo o ministrskih menjavah, ki jih je Svoboda izpeljala na podlagi konkretnih, če hočete tudi potreb ali pa zahtev in javnosti in zunanjih deležnikov. Tako da jaz mislim, da je ta zgodba nekoliko pretirana, ampak nič za to. Imate obrambnega ministra Seveda jutri, tako kot sem napovedal, ker sem bil večkrat kritiziran, da koalicija prepozno sliši o mojih idejah, zato bom najprej ime obrambnega ministra in moj predlog seveda predstavil koaliciji, potem pa naprej. In to je jutri, da. Se pri teh iskanju ministrov niste kakšna izjema. Predsedniki vlad zadnjih 20 let pravijo, da je za ministrska mesta manjša vrsta, krajša vrsta, da vsak bi želel biti šef kakšnega državnega podjetja, ker ima politika vpliv, tako da v tem smislu iskanja ministrov, to se iz leta v leto ponavlja. Ko pravite, da kandidata zdaj imate za jutri že. Jaz sem se odločil, da bom pri iskanju kandidatov dal prednost v resnici političnim obrazom, zato ker verjamem, da se je v tem času, da sem se to naučil v 2 letih, da so ministri primarno politiki in morajo obvladati to obrt, medtem ko so strokovnjaki tisti, ki delajo na nižjih nivojih. Bo to kdo iz poslanskih vrst? Bomo videli. Kar se pa tiče tega, kje si nekateri ljudje raje iščejo službo, je pa to stvar tudi plačne politike, ki je taka, da plače v javni upravi, kot so začela, v resnici niso prav posebej motivirajoče. Ampak ima to tudi dobro plat, da se nam tukaj, tudi na političnih funkcijah, pridružijo predvsem ljudje, ki želijo izpolniti svoje poslanstvo do slovenskega naroda in države. Kar pomeni, tisti, ki v tem vidi svoje poslanstvo, je vedno dobrodošel. In zdaj so, gospod predsednik, pri romskih vprašanjih precej zaostrena tema zadnji mesec, 2 na resorjih v vladi delate. Eni na pravosodju, notranje zadeve, ministrstvo za delo, ampak vaš pogled na vso to problematiko, kje, ko poslušate tudi predstavnike lokalnih skupnosti, župane, ljudi na tistem območju, kaj se vam zdi največja težava, ki jo bo treba nasloviti? Morda skozi zakonodajo, skozi kaj drugega? Torej, romska problematika ni od včeraj, vleče se praktično skozi stoletja, če želite. Zagotovo skozi vsa desetletja naše države. Sam vidim mogoče situacijo, ki se je po varnostni tematiki zaostrila v nekaterih naseljih. In zato je pristop, ki ga zdaj vpeljujemo preko vlade, je, da se jasno fokusiramo, koncentriramo na tista naselja, kjer je kriminal najbolj izrazit. In v teh naseljih in v teh občinah smo izrazito povečali prisotnost policije. Potem, ko se v ostalih, veliki večini naselij, kjer nimamo opravka z skorajda organiziranim kriminalom, dejansko pospešujemo ukrepe integracije Romov v običajno življenje. Spravi, gre za dvotirno. In tudi v četrtek, ko se sestane medresorska komisija v Škocjanu, bo delovala dvotirno. Takrat bomo prvič imenovali varnostno podskupino, pridružil se je, nam je priznan strokovnjak gospod Peter Kotar, on je bil načelnik policije, tako v Kočevju kot Ribnici, se mi zdi, ker meni zelo dobro operativno pozna stanje na terenu, danes je pa predavatelj v Tacnu in on je tisti, ki bo vodil varnostno skupino z namenom, kako zamejiti kriminal znotraj romske skupnosti. To pa nas ne odvezuje, da pa preostanku romske skupnosti pomagamo čim bolj z ukrepi za njeno integracijo. In vam lahko že povem, da aktivno delamo na projektu romskega pomočnika. To je novo delovno mesto, ki bo tudi sistemizirano v sistemu javne uprave, s katerim želimo doseči, da bo vsako naselje, romsko naselje, imelo zaupnika, ki bo skrbel tudi za to, da bojo otroci hodili v šolo, pa tudi zato, da če prije do kratkih stikov z lokalno skupnostjo, da imajo eno točko, preko katere lahko probleme z lokalno skupnostjo in tudi državo rešujejo na enem mestu. Verjamem, da bomo s tem omogočili bistveno manj, ker bo boljša komunikacija, bistveno manj zapletov na terenu in slabe krvi.
Morda pri kaznovalni politiki, če lahko na kratko vaš pogled, predlog iz opozicijske stranke, 14-16-letni, mladoletni, torej kaznovalna politika, ki bi se zaostrila, da bi bilo mogoče v pripor, v zapor dati tudi mlajše. Stroka je svoje že rekla, čeprav še zakon ni pripravljen, vaš pogled na to pravo pot? Se popolnoma strinjam s stroko. Jaz mislim, da moramo res ločiti med posameznimi primeri, ki jih morajo policija in pravosodje hitro in ustrezno obravnavati, in med drakonskimi ukrepi, ki se včasih pripravijo zaradi enega ali dveh primerov. Popoplavna obnova. Poznate kritike, zdaj je bila pred meseci, je bila obletnica, veliko se dela pač tudi na sanaciji tistega, kar naj bi zdržalo morebitne bodoče ujme. Ampak nekatere obljube okrog tega, kaj bo vse že zgrajeno, so bile preuranjene, to ste najbrž takrat tudi vedeli. Zaradi birokratskih ovir ste obljubili preveč, se hitreje ne da. Jaz bi rad najprej povedal, da vsi vidimo katastrofo, ki se danes pred našimi očmi odvija v centralni Evropi. Zato je naš motiv pri sanaciji vedno bila odpornost. In vedno smo govorili, moramo zgraditi novo infrastrukturo, vodno, cestno, ki bo odporna na bodoče poplave, čim bolj. Ne moremo vsega preprečiti. To je prvi del. In večina naših aktivnosti gre v to smer. Kar se pa tiče stanovanjske problematike, se pravi, kako reševati stanovanjsko stisko teh, ki so izgubili svoje domove, pa jaz moram povedati, da glede tega kroži toliko dezinformacij, da bom namenoma zelo specifičen. Mi smo pripravili sistem, po katerem ljudje lahko sami izbirajo, ker smo jim prisluhnili. Prisluhnili smo njihovim potrebam, da lahko sami izberajo, ali želijo hišo, ki jo bo zgradila država, ali želijo odškodnino in si bodo svoj dom lahko po svojih potrebah zgradili sami. Jaz bom dal primer, da od prvih 170 primerov, ki smo jih to vprašali, so se za hišo odločili samo 3. 3 od 170. 2% vseh poplavljencev je takih, ki si želi, da bi jim hišo neposredno zgradila država. Zato smo mi odstopili od napovedi, da smo v stanju zgraditi hiše, ker smo ugotovili, da si jih poplavljenci v resnici ne želijo. In namenoma bom dal primer iz Slovenj Gradca. V Slovenj Gradcu je bila ta družina, ki je bila tudi izbrana za ta objekt, je pred ujmo bivala v eni hiši 3 družine. Danes, in so vem, da so nam hvaležni za to, danes si bodo z odškodnino, ki jo bodo dobili, omogočili 3 domove. In to je ta odpornost, se pravi ljudem, ne samo, da jim prisluhnemo, kaj želijo, omogočimo jim, da si zgradijo boljše življenje. In sami pravijo, če moramo za to počakati 3 mesece, bomo z veseljem počakali. In sem recimo s to družino tudi v stiku in vem, kako razmišljajo o tem. Prav, gospod predsednik, morda na to popoplavno obnovo samo še to. Gre za velik denar, vemo, kako je z velikimi projekti, z velikimi budžeti, proračuni. Zagotavljate, da je nadzor nad porabo tega denarja? Jaz bom tako rekel, včasih slišim, da tudi strani županov, da je ta nadzor preveč podroben in da to ustavlja ali pa upočasnjuje obnovo. Oboje je res. Res je nadzor zelo podroben in res je, da zaradi tega mogoče trpi kakšna manjša investicija, cesta, pločnik. Ampak jaz mislim, da obljubili smo javnosti, da bo denar transparentno porabljen in celotni zneski, ki so porabljeni, so tudi javno dostopni na spletu. Kako najti ravnotežje med željo po hitrosti in željo po nadzoru, je pa umetnost, s katero se pa vsak dan srečujemo. In greva za hip nazaj k politiki. Rekli ste prejšnji teden na Brdu, ko se je sestala koalicija, da morda pač niste seveda obljubljenega vsega še naredili, ampak citiram, naše vrednote ostajajo enake in zanimivo je ta del, v drugem mandatu se boste trudili za ohranitev pravne države in demokracije. Ali gospod predsednik, koalicija poskuša s tem povedati, spomniti volivce, zakaj in s čim je zmagala pred 2 letoma in pol, pravna država, demokracija? Jaz mislim, da je to stvar, ki je nikoli nihče ne sme pozabiti. Danes se lahkotno koketira, simpatizira z ideologijami sovraštva v novih preoblekah. In jaz mislim, da moramo tle postaviti črto
ker te ideologije sovraštva, kakršnekoli že, v resnici imajo samo en namen. Najprej narod razdvojiti, zato da mu kasneje lažje vladaš. Mi ne želimo razdvajati na sovraštvu. Mi sam osebno res verjamem, da je naša moč v tem, da kljub razlikam iščemo skupne vrednote in to je to. In skupne vrednote zagotovo v Sloveniji so demokracija, pravna država, sožitje in svoboda. In okoli teh vrednot želimo delovati tudi danes, včasih deluje, da smo prepočasni, zato ker ravno spoštovanje pravne države je tisto, ki terja svoj čas. In prav pri pravni državi opozicija SDS in NSI očita še posebej predsednici parlamenta, pa tudi vaši koaliciji, da tepta poslovnik, da tepta ustavo, gre seveda za preiskovalne komisije, za vse zaplete okrog ustanovitve, ali bo ena, ali bosta dve, kdo jo bo vodil. Kaj pravite na ovadbo predsednice parlamenta? Jaz si upam trditi, da je predsednica državnega zbora v resnici branik demokracije in pravne države in glede tega smo imeli v koaliciji dosti razprav, tudi z ustavnimi strokovnjaki, vsi smo bili enotni, da gre za izrazit in očiten poskus zlorabe strani opozicije in da take zlorabe je treba v resnici zavrniti. In očitek, da pomaga vam s tem, ko ne ustanovi Pomaganje, če sem slučajno v tem primeru tudi jaz tisti, ki bom deležen pravne države, mislim, da s tem ni nič narobe, ker še vedno vztrajamo pri oceni, da gre za zlorabo. In čisto zares, v resnici ne bi preiskovali samo mene. Mene preiskujejo že na 16 nivojih. Ne, namen tega je, da se onemogoči celotna poslanska skupina Gibanja Svobode s predsednico državnega zbora na čelu. In zato je ta enotnost v zavrnitvi. Ker se ne gre za preiskovanje nobenih konkretnih dejanj, ampak preiskovanje kar tako, vsakega in vseh počez. To zagotovo ne more biti na noben način nedemokratično, še manj pa pravno. In pri koncu svoje vloga Slovenije tudi v mednarodni skupnosti, kot vemo, predsedujemo Varnostnemu svetu Združenih narodov, čez nekaj dni boste imeli nagovor v New Yorku. Gospod predsednik, morda na tej krizi, ki sta eni od glavnih tem oziroma pozornosti Slovenije v času predsedovanja, ukrajinska vojna in bližnjevzhodni spor. Kaj pravite domačim kritikom, kako jim odgovarjate, ki nenehno poudarjajo, da ima Slovenija dvojna merila za odnos do Rusije ali do Izraela, kljub temu, da je Slovenija, kot vemo, po veliko letih priznala Palestino? Jaz si upam, da je ravno obratno. Cel svet, vključno z generalnim sekretarjem Združenih narodov, nam priznava, da je Slovenija ena redkih držav iz zahodnega sveta, ki ima enotne standarde za pristop do vseh kriznih žarišč. To se je že večkrat v medsebojnih stikih potrdilo dobesedno s predstavniki in voditelji držav tako iz Azije kot Latinske Amerike. In ravno zaradi tega uživamo tako velik ugled, da bomo lahko naslednji teden predsedovali Varnostnemu svetu in tudi določene ideje, kako izboljšati delovanje Varnostnega sveta, predstavili Združenim narodom. Naše osnovno vodilo je, da mora mednarodno pravo imeti vedno prioriteto pred ozemeljskimi ali kakršnimi koli drugimi apetiti velikih in močnih. Tako Izrael kot tudi Rusija zelo jasno kršita mednarodno pravo. In to je ta enotni standard, o katerem govorimo. In priznanje Palestine je bila eden od, če hočete, logičnih ukrepov. Ja, po 30 letih je ta vlada to zmogla, s katerim smo ne nagradili kogarkoli, ampak s katerim smo jasno pokazali, da so kršitve mednarodnega prava nekaj, kar ne moremo zamižati, ampak moramo narodu, v tem primeru palestinskemu, priznati pravico do samoodločbe. To je pa ne nazadnje tista samoodločba, na kateri smo tudi mi kot narod dobili svojo državo. Mislim, da noben Slovenec ali Slovenka ne bi smel razmišljati drugače. To, kar je bilo nam priznano strani celega sveta, je naša dolžnost, da poskrbimo, da bo priznano tudi drugim narodom. Morda bi bilo prav, da tukaj končava, razen če stavek na ameriške razmere, vemo, turbulentna predsedniška kampanja, gospod Kamalo Harris, čeprav vem, ste srečali nocoj, spet poročajo o domnevnem poskusu atentata na predsedniškega kandidata Trumpa, vpliv predsedniških volitev ne le na Slovenijo, ampak na Evropo, na širšo mednarodno skupnost, po vašem? Danes cel svet čaka na te volitve
zato ker verjame, da se bo tudi na teh volitvah odločali spet o istih temah, o demokraciji in pravni državi. In vsi ti, ki kršijo mednarodno pravo, resno računajo na enega kandidata. Jaz verjamem, da celoten svobodomiseln svet pa računa na kandidatko. Kaj bo pa pokazal čas, bomo pa vedeli. Gospod predsednik, lepa hvala za ta intervju. Želim uspešno delo. Hvala tudi vam. Hvala tudi vam, spoštovani gledalke in gledalci. Kot veste, sledi pogovor z opozicijo. Pričakuje vas kolegica Rosvita Pesek. Lep večer še naprej.